Ves ta čas poskušam čim bolj preprosto predstaviti osnovne zakonitosti, ki določajo potek covida. V Sloveniji je kar nekaj skupin oziroma posameznikov, ki modelirajo dogajanje v zvezi s covidom. Poleg tistega, ki se ga poslužujemo v naši skupini na univerzi, poznam in zaupam tudi modelu, ki ga uporablja kolega Janez Žibert. No, iz vseh modelov, če so le dovolj verodostojni, se da sfiltrirati dovolj enostavna pravila, s katerimi se lahko preveri, kam in kako se bodo stvari v bližnji prihodnosti zasukale. Vsak med nami lahko potem za te stvari postane sam svoj mojster. Na primer, zlasti v zadnjih tednih je ena osrednjih tem pritisk na zdravstveni sistem, ki se ga da dovolj dobro predčasno napovedati že 7-8 dni prej. Kot je bilo tu že velikokrat povedano, se izhaja iz utemeljene predpostavke, da je pri covidu potek bolezni tak, da se določenemu odstotku bolnikov stanje rapidno poslabša kak teden po okužbi. Na prikazanih diagramih se vidijo razmerja med stanjem aktivno okuženih na nek določen dan D in stanjem hospitaliziranih na dan D plus 6, plus 7 in pa plus 8, se pravi toliko dni kasneje. Vidimo, da se ta razmerja gibljajo nekje v pasu med približno 5 in 8 odstotki za ta drugi val. Pa da je ta pas nekako najožji pri D plus 7, pa tudi nekako D plus 6 in zato je 6-dnevni oziroma 7-dnevni zamik najpripravnejši za napovedovanje, ki je treba najmanj nekako ugibati. Še vedno pa pomaga tudi matematična intuicija. Vidi se lahko več stvari, naprimer učinek teh ukrepov v drugi polovici oktobra, pa naprimer, da se je maksimum aktivnih v tem valu, ki je bil dosežen med 4. in 5. 11. zdaj po tednu dni prenesel v bolnišnice. Mimogrede, današnja številka hospitaliziranih 1199 odstopa za ena od moje napovedi v torkovi oddaji Premagajmo COVID-19 na TV Slovenija. S prihajajočim vikendom bi se morale stvari začeti umirjati. Sicer pa si napoved za naslednje dni, skladno s tukaj podano razlago, lahko naredi vsak kar sam. Je pa še en indikator, ki nam je v pomoč pri teh predikcijah. Pritisk na bolnišnice se da predvideti še kak teden prej, preko števila pozitivnih na testih, saj to število nakazuje trend števila aktivnih. Lahko pa tudi preko njegovega dovolj dobrega proksija odstotka pozitivnih na testu. Zato je primerno gledati diagram normiranih vrednosti dnevno pozitivnih na testih, ki ta proksi upošteva. Iz njega se med drugim vidi, da tisti dvig pred 2 dnevoma le ni bil tako hud. Je pa vseeno razumljiv odziv stroke z novimi ukrepi, saj zdravstveni sistem že tako deluje na skrajni meji zmogljivosti. Bi pa dodal vseeno še tole. Ta dvig ni take magnitude, da bi ogrozil siceršnje padanje vrednosti aktivnih, to padanje je samo upočasnjeno. Razmerje aktivni okrevani še naprej pada pod 50 odstotki, kar je dobro. Pri tem dvigu gre tako verjetno za kakšne izolirane otočke povečanega števila okužb. Pred mnogimi leti, še kot zgodnji osnovnošolec, sem imel najraje 2 predmeta, računstvo in risanje, se jim je takrat reklo. In vsakič, ko so me starši poslali v trgovino po kruh, tam v eni od ulic v bližini osrednjega trga v Kopru, me je vedno fasciniralo računanje ene od prodajalk. Včasih je sicer kaj napisala na papir, a po večini je vse skupaj množila in seštevala kar na pamet. Naj za mlajše gledalce povem, da takrat ni bilo elektronskih blagajn, ki bi računale namesto nas. Ja, tehnološki napredek je že v redu, ampak prihaja pa z enim davkom. Sposobnosti, ki jih ne uporabljamo, pač zakrnijo. Z enim mentalnim preskokom, malo manj romantično povedano, na eni strani imamo male espeje, na drugi pa velike korporacije. Zato bi ne bilo slabo, da če se le da, mislimo in štejemo svojo glavo. In od časa do časa kakšno stvar sami tudi poračunamo. Če si namreč svojih računov ne bomo znali sami izračunati, nam jih bojo zaračunali drugi. In potem nas bo od plačevanja teh računov bolela glava.